Ker sem ti povedal na začetku, ne, da stand-up ni moja ekskluzivna Vse sem ti povedal, da nisi rutina, stand-up. oziroma ne, da bi rad samega sebe ustvarjal. Ti si mi dal potem izraz Freeform comedy, ne, in to me zanima, ne. Ja. Ker si lahko dovoliš vse, ne, ker stand-up ima le pravila, ne. Stand-up je, kot je rekel zadnjič Perica, mi je rekel, stand-up je v bistvu esenca, je kot vegeta, ne, ali pa kot CD-vita, ne, je v bistvu koncentrat, ne. Freeform pa ni koncentrat, ne. Še, ker še ni okvirjev postavljen. Mogoče, Ampak tudi vprašanje, no. Toš ima druge okvirje kot Perica. Ni isto. Meni je to že bliže, ker se mi zdi, da je malo bolj organski. Ne bom rekel boljši, slabši, da nima nobenega smisla, ne? Ampak drugačne funkcionirata. Ne? Za Perica v živo nisem videl več kot za par minut, ne? Tukša pa ure in ure, ne? In je drugače doživljaš potem. Ne? Ja. Ampak spet, kaj hočem povedati, je, da okvirje so samo, če si jih postaviš. Ne? In Pa je rabimo okvirje, misliš, da to? seveda jih rabiš, da se naučiš, samo ko jih dosežeš, jih moraš porušiti. Ne? Ima potem sploh smisel postavljati, če boš rušil? Težko je delati nekaj na novo, brez da bi si, veš, okvir je to, ne, aha, to sem rekel, na ta način smešno je, to je za okvir, ne. A kao, to deluje? Ja. To bomo uporabili. Ja, in pol greš to, aha, to deluje, pa je super, ne, sam se ti dela ograja okoli tebe. In pol postaviš okvirje, pa če še narediš predstavo iz tega je vrej, pa še narediš eno, pa še mogoče vrej, ne, še, okej, tretja pa je pol spet ista, že, ne. Tak jaz vidim. Okej. Ne dam izkušnje z mojo tretjo predstavo, pa da vem, tako jaz gledam iz filozofskega vidika na to. Okviri so vse posod, si jih postavljamo, ker ne znamo brez njih. Okvir je tudi v pokeri ulici, boš šel do svojega lokala, kamor greš vsak dan na pijačo. Zakaj greš tam? Ker ti je najbližje, ali pa zato, ker je pekarna po poti, ali pa zato, ker si žejn. Zato, ker si žen, zato, ker si ti mudi, ali pa zato, ker pač je več ljudi na tisti ulici, ali pa kontra. Ne? Sam si postaviš okvir in prepoznati okvirje. Temu se reče verjetno ta comfort zone, ne? Ker Ja, potem moraš vedno bolj širiti, najbrž, ne? Ker če ga ne širiš, ne rasteš in pol ne. Točno o tem govorim, ja. Pa si pa, ne bom uporabil imen, ampak kot nekateri komiki, neki so se zacikljali v eno svojo šolo, ne? Ki funkcionira, ne? Ne samo komiki, tudi glasbeniki, vsi. Glasbeniki še posebej, bravo, ja, to si dobro rekel. Tudi kelneri, tudi prodajalke v trgovini. Isto, vsak dan je isto in je okvir. Rutina, ne? Ja, rutina. Pa tudi nujno slaba, ker rutina pomaga doskrat pri zadevi, da jo izvedeš, tako je treba izvesti, ne? 100 ljudi. Samo ko si pa umetnik, pa ustvarjalec, pa ne vem, če si lahko privoščiš preveč okvirjev, ne? Moraš stremeti potem, da ni okvirjev, ne? Najbrž. Moraš se vprašati, zakaj to delam, kaj delam. Pa je smiselno. Če ni odgovor, zato ker to rad delam, pa je brez veze. Ja, okej, na prvo žogo, ja, moraš to vse to tako pogledati. Na drugo žogo, oziroma tretjo, četrto, pa pogledaš, kaj bi lahko to drugače, pa boljše. To smisel. Kaj pomeni boljše? Kaj bi to pomenilo boljše? Več odziva, se pravi, tako si prej omenil za mene, večjo avtentičnost, ne? Okay. Ja, avtentičnost, bravo, te besede. Lahko ta stavek povem, da bo bolj moj stavek, lahko ta stavek povem, da bo najtežji, ampak da bo imel večjo vrednost. Ne? Drugače lahko besede postaviš, se pa veš. Ampak to, kar zdaj govoriš, se mi zdi, da več ni samo zate, ampak verjetno tudi za publiko, če tako imenujemo, nekoga vplivaš. Zdaj, jaz sem lahko stand-up sam sebi, pa sem sam sebi smešen, ne? Ampak rabim publiko. To se mi zgodi. Ja, meni tudi, ampak ne čutim priznanja, da sem sam sebi smešen, tako kot čutim, ko nasmejim ljudi. Veš, kaj se meni zgodi, da so stvari, ki so meni smešne, publike niso. Definitivno. Zato, ker imaš predzgodbo o samem sebi. In potem sem pa res razočaran. Ja? Potem sem pa razočaran, ker hočem povedati nekaj, ne? In mislim, da bo wow, pa, no ja, ok, gremo dalje. Ups. Ne gre, ja. Ja, ne gre vse. Ampak spet točno tu si, ne. To hočem povedati, to je moj stavek, ko ga hočem povedati, ampak ga moraš očitno obrniti, da bo smešen. Ker ti sam sebe poznaš in veš, zakaj je nekaj smešnega. Oni pa te ne. Mogoče si samo v procesu tega, kaj si študiral, do tega, kaj si povedal, spustil en
del, ko je pomemben za razumevanje tega, zakaj je to smešno. To mi je Tanja Cvitko zadnjič rekla, ko je tudi imela intervju z mano. Podcast. Podcast, v bistvu, ja, je rekla, da ljudje očitajo, da predolge stavke uporablja, ne? In pa smo nekako dotuhtala, da v bistvu je res pametno uporabljati kratke stavke, oziroma krajše, ko pišemo, ker ljudje težko sledijo našim miselnim vzorcem, ki jih imamo. Ne? Ja. To, kar jaz mislim, ne, je čist drugi tempo, ne, kot pa to, kar ljudje, ki slišijo, lahko razumejo, pa dojamejo. Ne? Seveda, ja, mislim, ti si navajen na te svoje... Bolj jasno pride pol do izraza, ne? Ja. Ker jaz vem, kaj mislim, ne? In pokor se pa izražam, jaz sem včasih še 2-krat hitreje govoril, kot zdaj govorim, ne? In so mi rekli, da sem kot Italijan. Ja. Ker sem dejansko govoril, mislim, kot utrgan, ne? In potem sem ugotovil, da sem zato hitro govoril, ker sem govoril neumnosti. Ker sem hotel ljudi pretentati na nek način z hitrostjo, da vsebine ni bilo, ne? Pa sem nakladal dobesedno. Vse še zdaj se ujamem kdaj, ne? Da nakladam, ampak ni več do te mere, da bi moral, ne? Da bi moral skrivati to za hitrostjo. Bal si se vsebine? Ali? Ja, bal sem se vsebine, ja, bravo, to se lepo rekel. Ja. Ok. Zanimivo, ali pa da vsebina ne bo sprejeta, mogoče tega sem se mogoče bolj bal. Ja. Zato tudi pauzne delaš, naprimer, pa tega na odru v stand-upu, ker pač se bojiš, da se ne bojo smeli in ne daš časa razmisliti. Tega pa nikoli nisem tako videl, hvala, to pa dobro, to pa probal. Ja, delaš jih, drugače pauze, veš. Ja, vem, ampak sicer, da bi namenoma delal, tega pa res nisem delal. Ja, so ti naravno prišle, ne? Aha. Jaz sem vse povedal v enem, prve pa nastopu, sem kar povedal vse. Pač ni bilo, ok, gremo naprej. Pa ko že pričakuješ smehe, ki bojo, pa se naučiš, vidiš, tu moram zaključiti na sred stavka, ker je to punchline, pa pol še drugi punchline povedati, pa pol spet pauza, ne. Ko si doma, ko vadiš, tega seveda ne rabiš, ne? Nimaš tega občutka. Zdaj te sploh ne čujem, ker me je malo strah, kak občutek bo, ko mi Jure za vratom tetovira. Ne, veš, zarisal si stvari. Zarisal, ok. Fuck, jaz to moram videti.